November ni samo mesec podnosnih dlačic, ampak tudi mesec boja proti zasvojenosti. Z mano je naš stalni gost, dr. Aleksander Zadev. Dobro jutro. Dobro jutro. Vi imate kar nekaj izkušenj z odvisniki, z odvisnostmi. Zelo zgodaj ste se podali na to področje. Kakšna je vaša izkušnja? Drži. Več kot 20 let nazaj je bil to moj vstop na profesionalno področje psihologije v Koprskem centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti, kjer sem postal sodelavec kolega dr. Milana Kreka, kjer smo v bistvu prvi v Sloveniji institucionalno postavljen tak center, poleg seveda tega, kar se je dogajalo na psihiatriji v Ljubljani. Tako da smo skupaj neke vrste ledino orali na tem področju. Zakaj tukaj v Kopru? So bile tukaj potrebe tako velike? Mogoče oboje, ne? Ena velika afiniteta dr. Kreka za delo na tem področju in njegov občutek za socialno okolje in pomoč ljudem v stiski, plus to seveda, da je bilo zatečeno stanje tistega obdobja v tej regiji, obalni regiji, ki je mejila na Italijo in je v bistvu tukaj bil velik promet z prepovedani psihoaktivnimi snovmi, velikim povpraševanjem italijanskih ljudi, ki so uporabljali prepovedane droge in seveda potem, ko je trg, seveda so tudi potem ljudje, ki imajo težave z odvisnostjo. Danes ne bova govorila samo o drogah. Kako na odvisnost vpliva hiter način življenja, hlastanje za uspehom, ki se praviloma meri v denarju? Je odvisnikov danes zaradi tega več? Ja, poglejte, te psihoaktivne snovi vplivajo na naše dojemanje sebe in okolja. Ljudje, ki so pod stresu, ljudje, ki so v nenehnem diru, včasih seveda za svojim repom, zgubljajo moč, zgubljajo energijo in čutijo potrebo potem, da si pomagajo. Zdaj pomagamo si lahko na različne načine, da malo izprežemo, da jemo zdravo hrano, da smo v dobri telesni kondiciji ali da jemljemo razne psihoaktivne snovi, ki nam pomagajo ta krut tempo, ta stres prenašati. Seveda najbolj, bom rekel, poznane so, ko si s kavo pomagamo, da nismo tako utrujeni. Seveda potem so tukaj snovi, ki so bistveno bolj dramatično posežejo v to, kako se počutimo. Seveda je tukaj alkohol, potem so tukaj najrazličnejše tiste opojne substance od trave in tako naprej, pa vse do tistih resnih psihoaktivnih snovi, ki se končajo tam nekje z klasičnimi heroinom, kokainom in pa vsemi modernimi psihoaktivnimi snovmi, ki dejansko človeka predstavijo, pa jaz rečem, v čist drug svet, v čisto drugo vesolje. Dr. Zadev je na voljo tudi za vprašanja gledalcev. Pokličite nas na 05 668 5611. Čeprav odvisniki nekaj počnejo iz užitka, so v globoki stiski. Kakšna je njihova stiska? Tako. Če bi rekli, da je v bistvu naša osebnost ena taka lepa celota, ena lepa kugla, v našem razvoju lahko postanejo špranje v tem krogu, v tej kugli. In ko mi ugotovimo, da nam neka psihoaktivna snov lahko nadomesti eno našo sposobnost urejanja izzivov, ki jih imamo v okolju, recimo, bom dal najbolj preprosto stvar, če je eden od mladostnikov zadržan, ne sklepa rad medosebnih odnosov in tako naprej, in ugotovi, da če spije 2 pivi, da je bistveno bolj sproščen, da se nasmeje, da se lažje vklopi v družbo. Ali pa če skadi en špinel oziroma eno smotko marihuane, da mu to olajša vstop v socialno okolje, seveda je to potem tista stvar, ki zapolni eno tako špranje v njegovi osebnosti in namesto, da bi se on tega naučil sam od sebe početi, seveda uporablja oziroma zlorablja eno drogo zaradi tega, da si pomaga v življenju doseči nekaj, kar sam ne bi mogel oziroma bi se mogel bolj potruditi. In velja seveda za katerokoli področje v življenju. Ampak ljudje nismo vsi enaki. Recimo to, kar nekomu povzroči pol litra vina, nekomu drugemu lahko povzroči 1,5 litra vina. Nekdo spije pol litra pa ne more normalno delovati, nekdo pa liter pa deluje povsem normalno. Drži. Slaba novica je, da mi ne vemo, kdo smo, kateri tip človeka smo, ali nam bo ena stvar škodila ali ne. Lahko poskusimo. In veliko ljudi seveda res to poskusi, še posebej mladih. Mi dostikrat tako uporabo psihoaktivnih snovi imenujemo rekreativna uporaba, ki seveda lahko izzveni v določenem obdobju življenja, seveda pa lahko rekreativna uporaba postane problematična raba in kasneje seveda odvisnost od tiste psihoaktivne snovi. Kje je meja, ko ugotovimo, da je nekdo odvisen oziroma da smo odvisni? Kje je ta razlika recimo med grdo razvado in odvisnostjo?
Seveda medicina tukaj ali pa psihiatrija postavi zelo jasno ločnico, čeprav v bistvu v praksi so te meje zelo, zelo zabrisane, ne. Torej, tisti trenutek, ko mi postanemo disfunkcionalni v življenju, to pomeni, ko nas psihoosnov ovira, da bi bili enako učinkoviti, ampak na vseh področjih. Ker recimo eno poživilo seveda ti pomaga, da si ti na enem ozkem področju, recimo delovne storilnosti ali pa sposobnosti, da več ur na dan delaš, kot bi lahko, si sicer bolj storilen, ampak potem ti začne mimogrede razpadati recimo tvoje socialno okolje, tvoja družina, tvoji bližnji te ne razumejo več, te začnejo motiti, oziroma ti njih ne razumeš več, začnejo prihajati do konfliktov in tako naprej, ki jih seveda posameznik pripisuje najrazličnejšim razlogom, seveda nastanejo pa zaradi tega, ker ne živi več svojo družino, jih ne razume več, živi v svojem svetu, z svojimi pričakovanji, s svojimi zahtevami in takrat postane disfunkcionalen. Lahko na telesu ni še nobene mogoče kakšne posebne vidne škode, pa že lahko govorimo o odvisnosti. Zakaj pa recimo mladi, dajmo njih vzeti za primer, sploh poskusijo te alkohol, kavo, cigarete, dobro, to so legalne droge in seveda tudi tiste nelegalne, začne se ponavadi pri marihuani oziroma kakšnemu ekstaziju in tako naprej. Zakaj so te droge za mlade tako zanimive? V bistvu par razlogov je tukaj. Prvi je seveda eksperiment, ne. Zato, da mi lahko postanemo v življenju izkušeni, moramo imeti izkušnje. In seveda imamo najrazličnejše izkušnje in seveda imamo izkušnje iz, bom rekel, stvari, ki so popolnoma običajne, normalne in seveda tudi tiste, ki so nekje na meji, ne. Vse to nas dela ljudi, nas dela modre, nas dela potem seveda ljudi, ki so sposobni sprejemati take in drugačne odločitve. Druga stvar je pa seveda socialno okolje in toleranca socialnega okolja do določenega vedenja. In seveda v naši družbi uživanje kave, mogoče tudi kajenje, uživanje alkohola sploh in seveda eksperimentiranje z temi mejnimi substancami je seveda popolnoma sprejemljivo. Se ga tolerira, se z njega ne dela nobene posebne drame, včasih ali pa običajno seveda tudi ni nobene posebne drame in to so tista področja, na katera seveda vstopijo tudi tisti posamezniki, ki imajo, pri katerih zaznamo večje tveganje, da se bo razvila odvisnost. In to so ta tveganja, kot sem jih prej omenil. Nimamo tistih socialnih spretnosti in veščin, da bi lahko upravljali zahtevno življenje. In seveda psihoaktivna snov nam pri tem od začetka pomaga in smo noter. Doktor Zadel, v poklicu nas je prvi gledalec. Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro, Brane pri telefonu. Malo poslušam vajino temo, no zdaj se je vaš gost na koncu malo dotaknil teme, ki sem jo hotel jaz poudariti, drugače pa sicer jaz pogrešam, da država ne zna funkcionirati kot skupna enota, kot neka harmonija, ki bi imela vizijo in nek ustvarjalni jutri. In se bojim, da zaradi te zmedenosti ne samo mladi izgubljajo smisel, ampak cela družba in potem se marsikdo odloči za smer neke droge, neke zablode, pa je pa to tudi odvisno od vsakega posameznika, koliko ima energije. Če ima več, jo izraža tako, da nekaj nasprotuje ali pa še celo kaj ušpič. Tisti človek, ki pa pač nima, se pa zgublja v neke druge iluzije. In sem to, kar sem hotel dopolniti. Hvala za vaš klic. Zanimiva istočnica, nekakšen pobeg pred realnostjo. Seveda, ja. V bistvu dve stvari smo tukaj videli, ne. Ena stvar je ta, v bistvu namig, ne, država bi morala nekaj narediti, ne, in pa v bistvu splošno družbeno stanje, ki pa povzroča tveganja za to, da se poveča odvisnost. Zdaj, kdor mene pozna, ne ve, da v bistvu temeljno pozornost polagam na človeka, na posameznika, ne, tudi v kontekstu komunikacije z državo, ne. Država sama od sebe ne bo naredila prav nič, ne. Mi moramo državo postaviti v stanje, ali pa če bi malo trše rekel, prisiliti, da bo servisirala naše potrebe, ne. In tega se popolnoma zavedam z tega področja, kaj vse je ta ekipa iz Kopra, seveda na čelu z dr. Krekom, morala narediti za to, da je bila slišana s strani Ministrstva za zdravje, da smo dobili sredstva, pogoje, ki niso bili rožnati, zato da smo lahko opravljali nujno družbeno pomembno in zdravstveno pomembno delo. Hkrati pa seveda tempo, ki ga živimo, je pa tempo življenja, ki smo ga sprejeli, ki smo se ga zopet zavestno odločili, da vstopimo v ta, kar bom rekel, divji kapitalistični svet, ki seveda za svojim ritmom, svojimi zahtevami je tudi svoje otroke.
Imava še en telefonski klic. Dobro jutro, kdo je z nami? Ja, dobro jutro, Bojana pri telefonu. Dobro jutro. Jaz bom pa vašemu gostu vrgla eno zelo zanimivo kost. Poglejte, sem bolnica recimo s visokim krvnim tlakom. Jemljem zdravila in v bistvu sem funkcionalno odvisna od teh zdravil. Če jih bom nehala jemati, bom ponovno se mi tlak dvignil in bom zbolela, resneje, še kaj hujšega. Ali ni, bom rekla, odvisnost, bolezen psihe. Psiha naša je bolana in rabi eno zdravilo. Zakaj recimo človek potem išče normalno, ker ne zna funkcionirati, ker možgani ne delajo v redu, išče eno pomoč in ker, bom rekla, psihiatrično pomoč mogoče ne dobi dovolj, išče te razne, bom rekla, pomoči v raznih, prepovedanih substancah. Bodi si to kava, recimo, rabiš za to, da se orang zbudiš, bodi si cigaret, rabiš za to, da se skoncentriraš. Zakaj se recimo ločuje ali pa premalo poudarja bolezen psihe? Prosim za vaš komentar. Hvala. Že naprej. Hvala, izvolite. Tako je. Mi smo odvisni od kupa stvari. Mi smo odvisni od hrane, mi smo odvisni od vode, od zraka. Če mi teh stvari nimamo, čutimo strašljivo abstinenčno stisko. Lahko ta abstinenčna stiska. Problem odvisnosti je, da nas dela nefunkcionalne v običajnem življenju. Torej, to, da jaz jem, mi omogoča, da sem človek, da v bistvu živim v svoji družini, živim sam sabo. To pomeni, ko diham, sploh mi omogoči življenje. Torej, mi govorimo o tistih oblikah odvisnosti, ki mi onemogočijo, da bi normalno živel. In to je problem psihe. To pomeni, če jaz dobivam eno zdravilo, v tem primeru, kot pravi gospane, ki mi omogoči normalno življenje, to pomeni, ta odvisnost od teh zdravila ni patološka. Ni tista odvisnost, seveda, ki bi spremenile moje dojemanje sveta na tak način, da bi seveda podrla se moja družina, moji socialni stiki, da bi v bistvu se začel pečati s kriminalom in podobno. To pomeni, zdravstvo skrbi za to, da tisti del odvisnosti, ki je v bistvu socialno, telesno, družbeno sprejemljiv, je pač reguliran na tak način, da v bistvu, ko bi rekel, v normalnem zdravstvu imamo zavarovanje, imamo ljudi, ki se s tem ukvarjajo in nam pomagajo funkcionalno živeti. Odvisnosti, o katerih mi dva govorimo, so tiste odvisnosti, pri katerih mi ne moramo normalno živeti. Smo disfunkcionalni. Kaj pa moderne, sodobne odvisnosti? Recimo, kje lahko iščemo vzroke za odvisnost od računalnikov, interneta, pornografije, morda na kratko? Torej, tukaj sta spet dve jedri. Ena stvar je, ne smemo pozabiti, da v bistvu sam internet, pornografija, seks in tako naprej povzroča spremembe v delovanju naših možgan. Isto kot naredi to ena psihoaktivna snov. In druga stvar je nefunkcionalnost. To pomeni, kdaj človek postane od česarkoli, od iger na srečo, od denarja, od spolnosti, interneta odvisen, takrat, kadar mu seveda ukvarjanja s tisto posamezno stvarjo onemogoča spet, da bi živel normalno življenje, da bi imel normalne odnose s svojimi otroci, svojo partnerko, z prijatelji, delal v službi in tako naprej. Ko nekdo igra igrice celo noč in ne more iti počivati in mu to onemogoči, da bi šel zjutraj spočiti na delo in tako naprej, takrat govorimo že o pravi bolezni odvisnosti, ki nima posledic mogoče v telesnem smislu od začetka, ne, so posledice samo na psihi in njegovemu funkcioniranju, ampak že govorimo o pravi bolezni odvisnosti. Najlepša hvala, zmanjkalo nam je časa. Imam še veliko vprašanj, ampak kaj čemo, mogoče jih prišparam za drugič. Tako. Za nekaj minut vas sedaj prepuščam ljubljanskim kolegom Koprčani in ne samo mi, pa bomo ponovno z vami že čez nekaj minut.